Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si tokratno dogajanje v slovenski Istri in širše. Včeraj je v sejni dvorani Pretorske palače v Kopru potekala 32. seja občinskega sveta Mestne občine Koper, na kateri so se med drugim mestni svetniki seznanili tudi s strateškimi načrti Luke Koper. Zanimale so jih predvsem namere o izgradnji plinskega terminala, ki jih je predsednica uprave pristanišča Nevenka Kržan ostro zanikala. Kljub temu je bil predlagan in izglasovan sklep, s katerim županu in strokovnim občinskim službam nalagajo pripravo pobude za spremembo državnega prostorskega načrta za pristanišče. Razlog za predstavitev načrtov je bilo junijsko razkritje ankaranskega župana Gregorja Strmčnika, v katerem je pokazal dokumente z načrti za podaljšanje drugega pomola za okoli 830 metrov in ureditev novega tankerskega priveza z možnostjo pretovorja utekočinjenega zemeljskega plina, kar bi povzročilo trajne posledice za okolje in kakovost življenja prebivalcev. Kot smo uvodoma dejali, je Kržanova te načrte zanikala, saj naj bi bilo govora o nepotrjenih in nepodpisanih skicah. Dodala je tudi, da Luka Koper preučuje različne možnosti o morebitnem podaljšanju drugega pomola, saj bo kmalu potrebno sanirati že obstoječ tankerski privez. Mestni svetniki so torej zdaj sprejeli sklep, ki županu in občinskim strokovnim službam nalaga pripravo uradne pobude za spremembo prostorskega načrta. Predtem so svetniki obravnavali še predlog svetnika Jureta Colje iz SDS-a, ki je predlagal, da občina neposredno nasprotuje željam Luke Koper, kar so svetniki zanikali in so se raje odločili za oblikovanje enotnega in pravno ustreznejšega sklepa. Mestna občina Koper je poskrbela za občanke in občane brez lastnih kmetijskih površin, s tem, ko je v dolini Olma uredila 49 vrtičkov, velikih od 25 do 35 metrov in 8 visokih gred. Čeprav so najemniki vrtove začeli obdelovati že konec junija, pa je občina uradno odprtje pripravila ta torek. Številno množico je sprva nagovoril župan Aleš Bržan, medtem ko je za glasbeno spremljavo poskrbel pevec skupine Neme Jugat Mitja Kodarin. Razpis za oddajo urbanih vrtov je sicer požel veliko zanimanja, saj so prejeli približno 300 vlog. Visoke grede so bile podeljene tistim z najvišjim številom točk, vrtički pa so bili izžrebani. S tem, da velja omeniti, da so 4 vrtičke v last prejeli Koprska ljudska univerza, Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper, Varstveno-delovni center Koper in Center za socialno delo Južna Primorska, Delovnemu terapevtskemu centru Barčica. Na urbanih vrtovih je dovoljena pridelava enoletnih kultur in zelišč, za zalivanje pa so na voljo 3 vodnjaki. Poleg tega so tam tudi zaboji za shranjevanje pripomočkov, klopi, sanitarije, mize, igrala za otroke ter grede mediteranskih zelišč in diščavnic. Sam projekt je del projekta Zelenatura, ki je vreden nekaj manj kot 390 000 evrov, z njim pa želi občina poskrbeti za samooskrbo lokalnega prebivalstva z ekološko pridelano zelenjavo, hkrati pa ohraniti biotsko raznovrstnost v mestnem okolju. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem bo med 13. in 22. julijem potekala 33. poletna šola slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran, ki združuje udeležence z različnih koncev sveta, ki jih povezuje želja po učenju slovenskega jezika ter spoznavanju slovenske kulture in Slovenije. V ponedeljek je v Pretorski palači potekala slavnostna otvoritev poletne šole. Na Fakulteti za humanistične študije si prizadevamo prav za to, da jezikov, kulture in preteklosti ne raziskujemo, temveč jih živimo in delimo s drugimi, in poletna šola slovenskega jezika je eden najlepših izrazov tega poslanstva. Na letošnji poletni šoli sodeluje kar 50 udeležencev iz 16 držav: Italije, Avstrije, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Češke, Nemčije, Romunije, Severne Makedonije, Belorusije, Rusije, Združenih držav Amerike,
Brazilije, Argentine in Avstralije. Na Univerzi na Primorskem smo ponosni, da lahko tudi letos gostimo poletno šolo, ki je v vseh teh letih že precej prerasla v okvire zgolj jezikovnega tečaja in postala prostor srečevanja ljudi, kultur in različnih življenjskih zgodb. Vsako leto znova dokazuje, da ima slovenščina pomembno vlogo v mednarodnem prostoru in da zanjo obstaja kar nekaj iskrenega zanimanja po vsem svetu. Kot mednarodno usmerjena univerza verjamemo, da je znanje jezikov eden tistih ključnih mostov, ki povezuje ljudi med seboj. Prav zato si prizadevamo ustvarjati okolje, v katerem se srečujejo različni jeziki, kulture in pogledi, kjer se lahko vsak počuti sprejetega in dobrodošlega. To dokazuje tudi stalna rast mednarodnih študentov in zaposlenih iz tujine na naši univerzi. Trenutno na Univerzi na Primorskem študira že 1500 študentov iz tujine, kar predstavlja dobro četrtino vseh študentov na naši univerzi, medtem ko prihaja preko 100 raziskovalcev iz drugih okolij kot iz Slovenije. In za nekatere izmed teh je bila prav ta poletna šola, Halo, tukaj Slovenski Mediteran, tisti prvi stik z našo univerzo. Okolje se jim je dopadlo, delovno okolje tudi in so se odločili, da se vpišejo na naše programe in ostanejo tukaj za več let. Program poletne šole sestavljajo dopoldanski lektorati slovenskega jezika na različnih stopnjah znanja ter popoldanske in večerne delavnice, ekskurzija in druge spremljevalne dejavnosti namenjene spoznavanju slovenskega jezika, kulture in življenja v Sloveniji. Še posebej lepo je, da ste se odločili del svojega poletja nameniti učenju slovenščine. Ni namreč samoumevno, da v teh vročih poletnih dneh izberete učenje namesto udobne brezskrbnosti, ki jo lahko dajejo samo počitnice. Prav zato priznanje prav vsakemu izmed vas. Mislim si, da je nekatere med vami sem pripeljala ljubezen do slovenske besede in sveta. Nekatere morda želijo odkrivati nekaj novega, drugačnega. Spet druge preživeti nekaj dni v zanimivi družbi ljudi iz različnih držav, ki seboj prinašajo tudi svoje navade in kulturne posebnosti. Na otvoritvi so poudarili tudi pomen ohranjanja slovenskega jezika. Jezik torej ni zgolj sredstvo, ni zgolj izmenjava informacij, to sedaj razumemo še toliko bolj, je način, kako gradimo odnose, je način, kako gradimo lastno identiteto. In tudi slovenski jezik je danes med tistimi, ki imajo dobro digitalno podporo. To je pomemben dosežek slovenskih raziskovalcev, jezikoslovcev in drugih razvijalcev. Toda prihodnost slovenščine v digitalnem svetu ne bo odvisna samo od tehnologije. Odvisna bo predvsem od nas, od tega, kako kakovostno bomo govorili, pisali, ustvarjali knjige, se pogovarjali, pisali nove življenjske zgodbe. Fakulteta pri izvedbi dogodka sodeluje z znanstveno-raziskovalnim središčem Koper. Projekt s finančno pomočjo podpirata tudi pristojni urad vlade in mestna občina Koper. Skočimo še na ceste. Zaradi sanacije vozišča bo do ponedeljka 24. avgusta za ves promet zaprta lokalna cesta na Ivankovec v Svetem Petru. Zapora bo veljala na odseku med hišno številko Sveti Peter 2D in priključkom na regionalno cesto Koper-Dragonja. Sanacijska dela potekajo po naročilu občine Piran, v času njihove izvedbe pa bo dostop omogočen le stanovalcem. Promet bo ves čas zapore urejen z ustrezno začasno prometno signalizacijo v skladu s potrjenim načrtom začasne prometne ureditve. Na Dantejevi ulici pred Piranom pa je danes zaradi izvedbe intervencijskih del pri garažni hiši Amfora Fornače vzpostavljena delna zapora ceste. V času del bo promet potekal izmenično, urejen pa bo semaforjem in začasno prometno signalizacijo. Dostop do garažne hiše Amfora bo mogoč izključno iz smeri Portoroža proti Piranu. Vozniki, ki bodo prihajali proti Piranu, se bodo morali pred glavno vstopno rampo obrniti in do garažne hiše dostopati z druge strani. Vstop in izstop iz garažne hiše bosta kljub delom potekala nemoteno. Intervencijska dela bodo predvidoma zaključena v 2 dneh. Poštne znamke že več kot stoletje pripovedujejo zgodbe o naravni in kulturni dediščini, pomembnih osebnostih ter zgodovinskih dogodkih posameznih držav. Tokrat je del take zgodbe postal mozaik arheološkega parka Simonov zaliv.
Tukaj je v 1. stoletju pred našim štetjem stala rimska vila, ki je živela približno 200 let, ter sodila med najpomembnejše obmorske vile severnega Jadrana. V ponedeljek so predstavili novo namensko poštno znamko Pošte Slovenije z motivom mozaika iz parka. Mozaiki so značilna rimska umetnostno-obrtna zvrst. Se pravi nekaj, kar je hkrati zelo praktično, ker so trpežni in tudi zelo lepo. Tako da Rimljani dajo mozaike kot talno oblogo v prostore, ki so prestižni. Lahko so to privatni prostori, tako kot tukaj v vili, lahko je pa to nekaj, kar je v javnih stavbah. Otvorili so tudi razstavo projekta Euromed Postal 2014-2026. Gre za pobudo, ki države Sredozemlja povezuje z izdajo znamk na skupno izbrano temo. Letošnja tema je posvečena tradicionalnim mozaikom Sredozemlja. To je znamka ostane, nekaj, kar potem se v bodočnosti vsi filatelisti se lahko na njo ozrejo oziroma jo uporabijo tudi za pričevanje, za umestitev v svoje zbirke. So lahko tematske, so lahko zbirke v Sloveniji in tako naprej. Lahko tudi recimo primorska, na vse zadnje smo tukaj Primorci. Na znamki je upodobljen detalj pletenice, ki je obrobljala enega izmed mozaičnih tlakov. Njena prefinjena geometrijska zasnova odraža mojstrstvo antičnih obrtnikov ter estetske vrednosti rimskega časa. V bistvu na samem natečaju so bile priložene nekatere fotografije. Ta me je nekako najbolj pritegnila, ker se mi je zdel vzorec zelo poseben, pa tak zelo simetričen, urejen. Mi je najbolj nekako izstopala fotografija in se mi je zdelo, da bo primerna tudi za manjši format, ker znamka je seveda zelo majhna. V bistvu zato sem se najprej odločila za to, potem sem pa nadaljevala. Sam proces nekako pač je steklo. Iz parka se razstava sedaj seli v mestno knjižnico Izola, kjer bo na ogled do konca avgusta. Za ženskim univerzitetnim rokometnim društvom Koper je odlična sezona, v kateri so se varovanke Željka Zirdoma brez težav uvrstile v Ligo za prvaka, kjer so na koncu osvojile 6. mesto, poleg tega pa so po dolgih letih nastopile tudi na zaključnem turnirju četverice v pokalnem tekmovanju. Mlada ekipa, sestavljena iz pretežno primorskih igralk, je v jesenskem delu nanizala same zmage, tako da so se lahko rumeno-modre v spomladanskem delu zaigrale precej bolj sproščeno in rezultatsko neobremenjeno. Že pred koncem sezone se je pri koprskem prvoligašu zgodila korenita sprememba, saj je dolgoletnega predsednika kluba Miho Kačiča na mestu prvega moža zamenjal Marko Kmetič. Slednji je svojo pot začel zelo ambiciozno, številnimi igralkami je sklenil nove pogodbe, visoko pa je postavil tudi cilje. S primorskim klubom si želi uvrstitve v evropska tekmovanja, to pa bo poskušal doseči z novim trenerjem Klemnom Cenčičem. Temelji so dobro postavljeni, Željko je tu opravil eno dobro delo, tako da jaz se mu zahvaljujem za te temelje, ki jih je postavil in upam, da bomo to še uspeli nadgraditi in tudi na koncu izboljšati rezultat. Moji cilji so vedno visoki. Že kot igralec in zdaj kot trener ciljam vedno na medaljo. Medalja je moj cilj, tako da mi gremo po medaljo. Kandidatov za vroči stolček je bilo kar nekaj, naposled pa bo Koprčanke vodil vendarle domači trener, ki je doslej vodil mlajše selekcije kluba, nekatera dekleta pa je v preteklosti tudi že treniral. S čim pa je predsednik Cenčiča prepričal za ta korak? Prepričal me je sigurno z to mlado perspektivno ekipo, mladinke so bile tretje v državi in treba graditi na mladi ekipi z par izkušenimi igralkami. Prvi stik je prišel med Eurofestom, me je kontaktiral predsednik in sigurno sem priložnost zagrabil z obema rokama, tako da sva se zelo hitro dogovorila. Omeniti velja, da bo mladinski pogon odslej vodil izkušeni Vili Ban, ki bo Cenčiču v veliko pomoč. Koprčanke bodo s treningi pričele 3. avgusta, predvidoma 12. septembra pa bodo odigrali uvodni obračun sezone
ko bodo na domačem igrišču gostile Vrhniko. Končni igralski mozaik zaenkrat še ni znan, saj je bil poleg 5 odhodov doslej potrjen zgolj en prihod, in sicer desnokrilne rokometašice Sare Jerman. Poletne počitnice so v polnem teku, tudi letos pa je v tem obdobju Športna zveza Koper organizirala projekt Hura prosti čas, ki poskrbi za varstvo otrok starih med 4. in 11. letom starosti. Julijski in avgustovski enotedenski termin skrbite za to, da otroci skozi številne aktivnosti spoznajo najrazličnejše športe. Ideja in namen Hura prosti čas je, da otroci preživljajo svoj proces med počitnicami čim bolj športno z vrstniki, na športnih igriščih, letos tudi v bazenu, kot vidimo, in da se imajo fajn. Je kar veliko zanimanje, kar nam je veliko veselje. Žal ne moremo sprejeti vseh otrok, saj so mesta omejena. Letos smo, zgornja meja je bilo 30, sprejeli smo jih tudi nekaj več. Naša želja je, da bi jih še več sprejeli, da bi še več terminov lahko izvedli, ker je program res zelo kakovosten in tudi finančno zelo prijazen do uporabnikov. Hura prosti čas je letos organizirana že 3. Zaradi velikega zanimanja in omejenih mest pa ostaja pravilo, kdor prvi pride, prvi melje. Tudi zato je prisotnih veliko novih otroških obrazov, pa tudi nekaj starih znancev. Večino dni aktivnosti potekajo v dvorani Burja na Škofijah, mi pa smo jih tokrat obiskali na zunanjem bazenu v Žusterni, ko so bili na sporedu vodni športi. Zelo lepo je, preizvedemo športe in zdaj smo na bazenu in se zabavamo. Daša, ti si prvič na Hura prosti čas ali si že prej kdaj bila? Sem že lani bila. In kaj ti je bilo recimo najlepše lani? V bazenu. V bazenu. Lejla, katere športe ste spoznali ta teden vse? Kickboks, tenis, balinanje, nogomet in ples, pa atletiko. Lara, kako se ti počutiš med počitnicami, kaj vse počnete, ko niste zdaj v šoli? Se igramo, smo v bazenih, smo na Hura prostem času. Si prvič na Hura prostem času, si bila že v prejšnjih mogoče letih? Ne, prvič sem to leto. In kako ti je? Lepo je. Kaj pa ti, Tjaša, si že bila kdaj na Hura prosti čas? Ne, še nikoli. Kje si slišala za ta projekt, kdo te je povabil, prepričal? Moja mama in njena mama so se zmenile, da če lahko gremo skupaj, in potem so nas prijavile. Pri organizaciji takega dogodka je potrebno najti tudi zunanje izvajalce, ki so pripravljeni predstaviti izbrani šport. Na bazenu je bila glavna panoga tokrat vaterpolo, zato smo pred mikrofon uspeli dobiti alfo in omego koprskega kluba Blaža Čekliča. To so super zadeve. Prvo, da se otroci sprostijo, da niso na koncu še vedno, ne glede na to, da so celo zimo v šolah, je tudi zdaj prav, da so malo razbremenjeni in starši in oni od staršev. Po drugi strani je pa lepa organizacija, lepa zadeva, so v vodi, se igrajo zdaj 2 ure spoznavanja z različnimi vodnimi športi. Poleg tega, samo danes tukaj je splavalo 6 otrok, tako da prišli so z rokavčki, z onimi brezrokavniki in tako dalje, zdaj plavajo brez, se ne bojijo. Tako da to je največja zmaga zdaj. Če bodo še kaj trenirali, potem bo še lepše, ampak že to je super. Koliko pomeni recimo takšne aktivnosti za potem sam vaterpolski klub, za zanimanje za vaterpolo? Nasploh, vse, kar se dogaja poleti tukaj v Žusterni, nam pripelje kar nekaj otrok in pač zaradi tega živimo, zaradi tega obstajamo. Tako da brez Žusterne, 3 leta smo bili celo brez in to je bil propad kluba. Tako da zdaj se je na srečo to vrnilo v Žusterno in število otrok se vsako leto povečuje in to je ta pravo. Zelo lepo je bilo videti nasmejane otroke, ki prosti čas preživljajo športno, predvsem pa z druženjem z vrstniki, daleč stran od računalnikov in mobilnih aparatov. Verjamemo, da bo Športna zveza še naprej nadaljevala s podobnimi projekti, ki skrbijo za zdrav duh v zdravem telesu. Raziskovalci z Univerze v Trstu so prvič izvedli celovito raziskavo o prisotnosti, razširjenosti in številčnosti srednje velikih ter velikih sesalcev na območju občine Trst.
Študijo je vodil profesor ekologije Alessio Mortelliti z oddelka za vede o življenju, njeni izsledki pa pomembno dopolnjujejo poznavanje lokalne favne ter predstavljajo podlago za učinkovitejše varovanje narave in prihodnje prostorsko načrtovanje. Terensko raziskavo so med novembrom in februarjem letos opravili z uporabo fotopasti, ki omogočajo spremljanje živali brez poseganja v njihovo naravno vedenje. Na 78 lokacijah v naravnih in primestnih okoljih so namestili 156 kamer, ki so skupaj zbrale več kot 2300 noči opazovanj. Raziskovalci so potrdili prisotnost 18 vrst sesavcev. Med najpogosteje opazenimi so srna, divji prašič in zlati šakal. Posebno pozornost pa sta pritegnila tudi divja mačka in dihur, saj gre za naravovarstveno pomembni vrsti, njuna prisotnost v neposredni bližini mesta pa ima veliko znanstveno vrednost. Na podlagi zbranih podatkov so pripravili tudi prve zemljevide verjetnosti pojavljanja in gostote posameznih vrst na območju občine. Ti prikazujejo razširjenost živali v gozdnih, kraških, kmetijskih in primestnih habitatih ter bodo pripomogli boljšemu razumevanju njihovega odnosa do okolja in prepoznavanju območij z največjo koncentracijo divjadi. Predstavljajte si, da se vrnete z morja in prijatelji vas vprašajo, kako je bilo, vi pa preprosto odgovorite, nič posebnega, samo z delfinom sem se žogal. No, takšen prizor so nedavno posneli na Hrvaškem. Pozdravljeni v kulturnem napovedniku. Poglejmo si, kaj vse se bo v prihodnjih dneh dogajalo na obali. V soboto 18. julija bo ob 21. uri v Valdoltrih zazvenel koncert skupine Swingaton, ki je ena najizvirnejših slovenskih akustičnih zasedb, ki izhaja iz tradicije gypsy, jazza in swinga. Istega dne bo na Lonki potekal tudi 6. Art Sejm, kjer se bodo predstavili ustvarjalci unikatnih ročno izdelanih izdelkov. Dogodek ponuja prijetno priložnost za sprehod ob morju, odkrivanje izvirnih izdelkov in sproščeno druženje. V nedeljo 19. julija bosta ob 20:30 v parku Pietro Copo nastopili mladi slovenski vokalistki Lana Hrvatin in Kristina Čok, ki kot uigran duet navdušujeta z večglasnim petjem, močno odrsko prezenco in pristnim stikom z občinstvom.
V ponedeljek 20. julija bo ob 21. uri v koprski taverni koncert madžarske zasedbe Cimbali Band, ene najbolj prepoznavnih skupin glasbe sveta. S prepletanjem madžarske in balkanske ljudske glasbe, etno-džeza ter elementov klasične glasbe ustvarjajo edinstven glasbeni izraz, njihov zaščitni znak pa so cimbale. V torek 21. julija bo ob 21. uri na Muzejskem trgu v Kopru na sporedu predstava Tango Historia de un amor, ki skozi glasbo, petje, ples in igro povezuje tradicijo s sodobnostjo ter občinstvu približa bogato kulturo tanga. V sredo 22. julija bo ob 20. uri v letnem kino Rigoni ponovno večer Rigoni Nights, na katerem bodo Perica Jerković, Pižama in Anže Tomić na sproščen in duhovit način spregovorili o vsakdanjem življenju, družbi in aktualnem dogajanju. Kasneje ob 21.30 na plaži Študent pa bo v sklopu Kina Otok na ogled film Jugo gre v Ameriko. V četrtek 23. julija bo ob 18. uri na Sveti Katarini na sporedu otroška predstava Škratova disko zabava. Zvečer ob 20.30 na Largu pri Špini bo nastopila zasedba Satori s projektom The Seat of the Soul pod vodstvom glasbenika in skladatelja Jureta Torija. Občinstvo bo popeljala v atmosferično glasbeno izkušnjo, prepleteno s soulom, jazzom, bluesom in improvizacijo. V petek 24. julija pa bo ob 20.30 v parku Petru Kopo nastopil Krunker Blues Band. Isti večer ob 21. uri na Sveti Katarini pa bo sledil še koncert skupine Jo Nostalgika, ki bo obiskovalce popeljala skozi največje uspešnice nekdanje jugoslovanske glasbene scene. To je bilo za danes vse, se vidimo ponovno naslednji teden. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.